Današnja gostja je bila leta 2009 Miss Slovenije. Videli smo jo tudi v Playboyu kot sanjsko dekle, preizkusila pa se je tudi kot model in seveda manekenka v Milanu. Govorimo o visokorasli Tini Petelin. Tina Petelin je magistra marketinga, danes uspešna poslovna ženska in pa seveda tudi športnica po duši. Tina nas je povabila v svoj dom v Borovi vasi v Mariboru. Tina, lepo pozdravljena. Zdravo. Me zelo veseli, da si nas spustila v svoj dom, da nam boš danes razkazala, kje živiš in zakaj v bistvu ti je pomemben tvoj dom tako zelo. In jaz mislim, da tudi ne samo, da ti je zelo pomemben dom, ampak da ti tudi verjetno pomembna lokacija, kjer živiš. Ja, seveda. Na kratko smo že povedali par besed o tebi, bi še mogoče karkoli sama dodala, se predstavila. Jaz mislim, da me Mariborčani večinoma poznajo. Od tega, da sem športnica, učim smučanje, pa imam seveda tudi svoje podjetje, delam s kolagenom, pa tudi v turizmu in nekako sem prava Mariborčanka. Mariborčanka po duši, ne? Da. Danes si nas nekako spustila v svoj dom, nahajamo se v Borovi vasi, v Mariboru, na eni izmed takšnih lokacij, kjer bi lahko rekla jaz kot nepremičninarka, da ko dobimo stanovanje v Borovi vasi, se bolj ali manj v rekordnem času tudi stanovanje proda. Torej gre za eno izmed priljubljenih lokacij v Mariboru, torej za Mariborčane. Kaj tebi točno pomeni ta lokacija? Predvsem mi je všeč, da je mirno, da ni hrupa. Cesta je sicer tu malce bliže, ampak se nič ne sliši. Populacija je zdaj že malce starejša, tako da ni nekega vrveža, je pa bližina Pohorja meni zelo pomembna. 1, 2, 3 si povsod, imamo trgovski center zelo blizu, pač vse, kaj nujno potrebujemo, je na dosegu roke. Mogoče, če se dotaknemo malo, zakaj ti je tako zelo pomembno Pohorje. Jaz dostikrat pogledam kakšne tvoje storije, sploh po zimi, in vidim, da dosti učiš otroke smučati. Ja, to že kar 22 let poučujem otroke. Večinoma so to otroci zdaj že mojih prijateljev, znancev, sovrstnikov, tako da ja, sem veliko časa zgoraj in tudi po zimi mi je zelo pomembno, da imam 3 minute od bloka pa do spenjače. Kaj pa mogoče kakšne starejše učiš tudi smučati? Mogoče, če bi se mi oglasili. Ja, seveda vse. Malo starejša populacija, ne, da pridemo, v bistvu jaz znam že malo smučati, ne, ampak ponovadi imam izzive, ko pridem na kakšno strmino in potem se vsedem in bi me spravila naprej. Ja. Boš prišla decembra, če bo sneg, če ne pa januarja. Če bo sneg. Aha. Kaj pa čez poletje te tudi vidimo dostikrat na Pohorju? Potem pa to pa peški. To pa peški v kratkih hlačah, ne. Letos sem kar postavila rekord, ker mislim, da sem bila, ne vem, 60-krat na trikotni, pa vmes še tudi parkrat na vrhu. Pa kaj to greš večkrat na dan? Glede na to, Ne, da si tudi vsako dosti na jutro sem dopustih? hodila. Zdaj niti ne, no tako, ampak okej, vsako jutro sem imela eno rutino, da sem šla vsako jutro ob 6, 7 zjutraj do trikotne pred službo, da sem se naužila svežega zraka, pa da sem malo pognala kri po žilah. Ja, je to zelo pomembno v današnjem času, ne, da se nadihamo svežega zraka, da si vzamemo čas tudi za svoj Tako da ja, torej lokacija 3 minute do Pohorja, odlična lokacija, izhodiščna, ne. Stanovanje, v katerem prebivaš, mogoče kaj bi lahko opisala v 3 besedah, da bi rekla za svoje stanovanje? Jaz bom rekla, da meni je majhno, prikupno, praktično, pa vedno čisto. Vedno čisto, to smo zdaj ravno kar izkusili tudi na svoji koži. Ampak še nikoli ni dovolj čisto, vedno ga hočemo. Torej, si tudi po naravi perfekcionistka, bi lahko rekli. Žal, ja. Ja.
Zakaj žal? Saj, mislim, takšne ženske ponavadi so v poslovnem svetu zelo, zelo uspešne, vztrajne in to je verjetno tudi recept za uspeh, ne? Ja, samo včasih preveč pričakujejo od sebe, pa tudi od drugih, potem pa je tu nastopi težava. Ja. Je treba neki balans vmes Res je. vzeti, ne. Dajmo še nekaj povedati mogoče o tvojih torbicah, ker sem prebrala, da si ljubiteljica torbic in da ponavadi ti zmanjka prostora ravno za torbice in za smučarsko opremo. Res je. Ja, torbice so mi nekako res šibka točka, imam jih ogromno. Jih tudi prodajam, seveda, ne, ker jih nimam več kam zadati in potem dam to vse na splet. Ogromno, če bi lahko mogoče malo v kakšni številki povedali? 50 recimo. Pa to imaš vsak dan potem drugo torbico? Včasih imam tudi 2 dni zapored eno in isto, no. Ampak ja, pol pa se mogoče ni prostora, pa potem podarim te torbice ali pa ne vem, na spletu mogoče ceneje prodam, da se jih malo losam, da je prostor za nove. Za nove torbice, ne? Ja. Kaj pa za smučarsko opremo, imaš prostor? To imam pa v bistvu v stanovanju, ja, ker vsak dan smučam po zimi, imam pancerje vedno pač v stanovanju, da so topli potem zjutraj, smučarska oprema pa je v kleti. Imam eno tako shrambo, kako se temu reče, kletni prostor in tam pač to skladiščim, no. Ok, super. Bi še mogoče rekla sončna očala? Nekaj smo še slišali o sončnih Ja, očalih? tudi to je kaki velik predalja teh sončnih očal, tudi se jih ne znam se jim opreti. Kakšna posebna? Ko bi lahko rekli, da so... Ne bi izpostavila, da so Za kakšno posebna. zbirko? Zakaj? Za kakšno zbirko? Ja, ne. Tista, ko so bila, so mi jih vkradli. Tako da... Aha, ja, ok. Zdaj, glede stanovanja, kjer se nahajamo, torej se nahajamo v Borovi vasi, gre za dvo-pa-pol-sobno stanovanje? Ja, dvosobno bi jaz rekla. Dvoosobno, ki ste ga v bistvu pregradili Ja. v dvo-pa-pol, ne? Ste stanovanje kupili v prvotnem stanju, torej ste ga sami obnavljali? Ja. Ja. Vse smo morali renovirati, to je bilo eno staro stanovanje, ki je bilo v slabem stanju, tako da smo kar nekaj časa v bistvu se ukvarjali s tem, da smo ga postavili, da je takšno, kot je sedaj. Torej ste se po vsej verjetnosti tudi soočali z kar nekaj izzivi. Kaj bi mogoče lahko rekla, da je bil neki največji izziv pri obnovi tega stanovanja? Ja, največji je bil zagotovo kopalnica, ki je bila v slabem stanju, tako da smo jo celo renovirali od ploščic do pač vsega, kar je bilo potrebno, da je zdaj takšna, kot je, no. Ja, da je v stanju takšnem verjetno, da lahko tudi uživaš v sami kopalnici, ne? Zjutraj je kopalnica sploh za ženske zelo, zelo pomembna. Res je. Torej mora biti funkcionalna, Ja, to moje prostorna. sigurno je, ja. To moje je, ker je vsak prostor popolnoma izkoriščen, tako da je Ja. zelo praktična, no, in funkcionalna. Torej zelo pomembna kopalnica, ne? Ja. Da prostore lahko maksimalno izkoristimo. Kaj bi mogoče lahko, jaz verjamem, da zdaj razporeditev stanovanja ni bila takšna, kot je zdaj? Ne, ni bila. Malo smo stene v bistvu premaknili, povečali smo otroško sobo, iz enega malega prostora smo naredili spalni prostor, pa tudi vhod je bil v kuhinjo, je bil na drugi strani, pa smo to malo Prilagodili Ja. modernim Ja. dizajnom oziroma moderni razporeditvi. Pa bolj bila. praktični, no, tako bom rekla. Praktični, ja. Ste morda vmes posegali v kakšno konstrukcijo stavbe, potrebovali Ne. kakšna soglasja sosedov, Ne, gradbeno? nič ni bilo potrebno. Nič ni bilo potrebno, Ne. torej niste verjetno v samo neko zunanjost posegali same stavbe, ne? Morda okrog stanovanja, zdaj glede na to, da si že povedala, da ste bolj ali manj vse obnovili, torej talne obloge, bi lahko rekli, ste vse zamenjali, Ja. inštalacije vodovodne, Tudi. elektro. Delno, ja, elektro. Ja. Elektro. Zdaj se nahajamo na tej čudoviti terasi, kjer je tudi pogled na Pohorje. Kaj bi mogoče lahko izpostavila okrog te terase? Ja, je zelo fajn imeti tako veliko teraso, ne, sploh če imaš kakšne zabave, recimo, z družbo, zvečer. Kaj imate tudi kakšen žar tukaj? Ne še, ni ga še. Je tako fajn, jaz sem vsako jutro na terasi, spijem kavico in mi je všeč, ker je mir,
ker ni hrupa. Če tudi je pač ura takšna jutranja, ko grejo vsi v službo, nekako vedno ohranja se mir tukaj v tem našem naselju. Na terasi smo prenovili talne obloge, zdaj imamo takšne, da so primerni pa odporni na temperature pa na vremenske razmere, ki so danes res malo katastrofalne. Ja, zelo pomembno danes. Pa fasada, ne, se je uredila. Fasado se torej posebej tukaj na tem delu urejali? Ja. Torej posebej izolacija, posebej. Da, ja. S tem so se verjetno tudi zmanjšali stroški ogrevanja. Točno. Stroški so zelo nizki, ja. Ja, kar se tiče same fasade na takih objektih, pa glede na to, da gledaš mislim, da je tale del na teraso, ne, da je potem tudi zelo pomembno, da je izolirano vse skupaj, ne, dobro. Mogoče, Tina, da še te vprašam, kaj ti je v bistvu tisto, kar ti je najbolj pomembno pri nepremičnini, torej pri tem stanovanju, recimo? Ja, zagotovo so to pač razporeditev prostorov, pa omare, ne, ker jaz sem pač malo obsedena z zlaganjem in pospravljanjem, imam rada ful dosti omar in najbolj pomembno mi je, da je pač veliko omar, bodi si v gradnih ali pa tudi ne, pa da je kopalnica svetla, to recimo mi je pomembno. Omare. Verjetno imaš potem posledično tudi veliko oblačil. Ja, preveč, ja. Tudi takšnih, ki jih ne potrebujem. Tako da, če kdo rabi, lahko pride, mogoče imamo kaj za njega. Ja. Tako da imam rada kar red v omarah, pa tako zloženo, malo mogoče preveč kompliciram, ampak so mi pa omare ful pomembne, ja. Da je vse zloženo, pa da ni veni, ne, da se ne vidi. Ja, pa da je vse na svojem mestu, bi lahko rekle, in v redu. V redu in v redu. Ja. Tina, daj za konec, če nam zaupaj kakšno skrivnost iz tvojega življenja, mogoče si samska še vedno? Ja, sem še vedno samska, ja. Okej, še je samska. Drugače, kaj te v življenju mogoče osrečuje, kakšne imaš cilje, kaj počneš trenutno? V prvi vrsti veliko športam, vsak dan sem športno aktivna, ne, ali grem na fitness, ali na sprehod, ali tečem, ali grem peški. Na katerem fitnessu te lahko srečamo? To je že to reklama. Na Unifitu. Okej. Te še malo reklame za njih. Potem grem peški, ne vem, do Trikotne, ali pa tudi do vrha, kdaj pa kdaj, ali pa na Piramido. Osrečujejo me pozitivni pa iskreni ljudje, ki so zabavni, pa od katerih se lahko čim več naučim. Pa seveda, pač, da je dobra družba. Sicer pa nič, trenutno pač delam v turizmu, organiziram potovanja za zaključene skupine v agenciji Sonček, ukvarjam pa se že 8 let z proizvodnjo pa prodajo lastnega produkta Kolagen gel, pač se veš, za lepo kožo, nohte, lase, da bomo večno lepe, ne? Za lepo kožo, in nohte. In zdaj ga tudi pijemo, ne? Teda danes smo se odločili, da bomo namesto kavice, penine in seveda pili kolagen. Tako da rezultat vam bomo pokazali kmalu. V glavnem, ja, Tina, hvala, da si nekako se odzvala našemu vabilu, da si nas pustila svoj dom, da si nam razkazala, kje živiš, da si z nami delila delček tvoje skrivnosti, svojega skrivnostnega doma, ker tvojega skrivnostnega doma še do danes nismo videli na internetu. Ja, pa je bil v eni reviji celo o stanovanju, ja, 10 let nazaj, to pa se spomnim, ja. No, jaz sem malo brskala, pa nisem nič pametnega našla. Teda sem bila kar vesela in hvaležna, da si nas pustila notri. Z veseljem. Mogoče še na konec karkoli delila? Ostanite pozitivni, nasmejani in v družbi dobrih in iskrenih ljudi. Top. In pite kolagen. In pite kolagen. Ja, super. Želim ti vse lepo, Tina, in se vidimo spet kmalu. Hvala.